Dobrodošli nazaj v oddaji ta teden in v rubriki Vis-a-vis. Nocoj z menoj legenda, ki je še vedno živa. Človek, ki je pred kratkim praznoval, kot sam temu pravi, svojih prvih 82 let. Pevec, igralec in nedvomen državni zaklad. In nekdaj zelo vroč izvozni artikel. Lado Leskovar. Lado, lepšte ne morem napovedati. Ali bo v redu? Jaz bi samo dodal še nekaj. Ne samo živ, ampak živahen. Živ in živahen. Tako. Še lepše. Zelo pomembno, ker je človek mora biti živahen, da vidi čim več in da se lahko premakne pa kamor hoče. Med drugim, jaz sem bil z navadnim jugotom, tamalim 45, v Londonu recimo. Dobro. Z jugotom, stoenko, sem bil po Sovjetski zvezi in po Ukrajini. Vsa ta mesta, ki jih zdaj se ponavljajo vsak dan na televiziji, to sem jaz vse skozi dal. Bil tam, spoznal veliko domačinov in to me je samo obogatilo. Ogromno pevcev slovenskih, stare garde, recimo temu, stare šole, tujine niso videli. Se motim? Ti si tujino videl bolj kot vsi skupaj sešteto. Kaj je bilo tisto odločilno, da je tebe popeljalo v tujino iz nekdanje Jugoslavije? Prvič, jaz govorim par jezikov. Med drugim, čist mimogrede. Učil sem se italijanščine v pomorski šoli in tudi v Piranu se je govorilo. In kadar pride kakšna družba italijanska, ki je in tako prav na glas govorijo, pravim, scusa un momento, in mi rečem takole. Nel mezzo del camin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura. To je Dante, Divina komedija. Ja. Jaz sem znal 24 kitic. Kot dijak pomorske šole me je to zanimalo. Tako da jaz nisem čist normalen. No? Jaz bi pa rekel, da si glih normalen. Ko je šla moja knjiga, ki jo imam zate pripravljena, da ti jo dam, bom počaščen, če jo vzameš, res. Ko smo delali promocijo za te knjige po knjižnicah, Ja. pridem k jim, vprašam gospe, ki so tam, kje imate knjige za izposojo? So rekli, tukaj. Sem rekel, zakaj pa nobena uhlov nima? Ja, kako, to se ne sme. Sem rekel, draga moja, uhli so en redkih dokazov, da je nekdo to knjigo vse v roko vzel, če že ni prečital. Kar se pa knjig tiče, je Arsen Dedić. Bila sva res prava prijatelja. Jaz sem njega občudoval, predno je postal tako velika zvezda, kot je bil. Smo se družili, Gabi, Matija, Arsen in jaz, v Ljubljani, bil sem pri njemu v Šibeniku. Jaz sem bil edini od kolegov, ki ga je obiskal v Italiji v bolnici, ko so mu presadili jetra. In rekel, kaj pa title? Sem rekel, čakaj si, kolikor jaz vem, sva pa milva prijatelja. Namreč, rekel je, Lado, ti si Slovenačka picajzla, tebi bom dal vse knjige, ker vem, da jih boš ohranil. Potem pa za vsako knjigo, ki mi jo dal, čez toliko časa, rekel, a si prečital? Sem rekel, seveda. Prav, čakaj, na 74. strani drug odstavek sem podčrtal eno besedo. Sem rekel, vem in vem, zakaj si to naredil. Da boš kontroliral, če sem res prečital. Tako da jaz imam knjige rad. Jaz vedno ponavljam, da je beseda začetek vsega. Od ver in tako naprej. Ravno tako, kadar pevec poje eno pesem, mislim, da je glasba samo pomoč. Ker če je glasba glavna, na inštrument igra. Glasba, ki pomaga besede, ideje izvajalcu prenesti. In zato sem jaz največ pesnikov posnel. Slovenske, skoraj vse, tudi srbske, bosanske in tako naprej. Ker mislim, da je poezija ekstrakt človekove misli. Ja. In še celo včasih sem razmišljal, da se pravzaprav z besedo da vse razložiti. Ampak potem sem začutil, da ni res. Ker ko je bil moj Martin Mejčkan, kolike je jokov po noči in jaz sem ga nosil po 200-krat, 300-krat iz ene sobe v drugo hodnik. Še celo včasih sem ga dal voziček in pelal do hotela Union, ker tam so kocke dol do Tromostovja, da ga je spal. No, ampak kaj je bilo? Ko smo prišla v dnevni sobi pred sliko Ismarja Mojezinoviča, med drugim moža Špele Rozdin, sina enega največjih slikarjev bosanskih, Ismeta. Bil sem tudi pri njih doma v Bosni in to. Čim je on prišel pred to sliko,
ki mi jo je Ismar dal za rojstni dan, enkrat, je nehal jokati. In jaz sem rekel, čakaj, kaj je to? In potem sem rekel, ja, narediti eno umetniško delo mora biti energija prava, posebno na sliki. In če ta slika potem še celo to energijo, ki jo je avtor vložil v to delo, zna prenesti, zato reagiramo ljudje na te stvari. Sej ni treba vedno vedeti, zakaj gre. Sej samo realizem ni vse. Umetnost je jezik, vsekakor. Tako. Kar se lahko skomunicira, se mora odjemalec dešifrirati. Če ne dešifrira, je to eksperimentalno sranje, verjetno. No, že, ampak jaz govorim zdaj o tem, da baleta ne moreš giba z besedo objasniti. Recimo, tako kot je veliko stvari, glasba je ena od čudovitih umetnosti, ki lahko delaš druge stvari, pa te vseeno spremlja. So pa stvari, ki jih moraš gledati, ki jih moraš paziti, ki moraš biti zdrav. Potem pa dovoli, da te pa takole vprašam, ker si imel priliko, aktivno si v glasbi od leta katerega? 1900, da bi rekel? 63 prvi posnetek. 63 prvi posnetek. Drugače sem pa že prej... Si že prej pel. Ja. Recimo pozna 50-ta, Ja. zgodna 60-ta. Imel si priliko kot izvajalec, kot interpret, gledati koliko 60 let razvoja popularne glasbe, recimo temu. Kako se počutiš, ko narediš rezime? Kaj se je z glasbo zgodilo danes? Nekoč si nastopil na Eurosongu. Je res? Jaz sem na Eurosongu nastopil leta 67. No, mene zanima, In kako gledaš na te stvari. jaz mislim, lahko en odgovor dam, ki bo mogoče. Prosim. Pred par leti sem bil v enem žiriji ali ne vem kaj, ko je šla Tinkara Kovač na Eurovizijo. Ne v žiriji, pravzaprav spremljal sem jo kot en od prej. In so vprašali, ja, kako misliš, da bo? Sem rekel, Tinkara, ti tam nimaš kaj delati. Ti si predobra za Eurovizijo, taka, kot je zdaj. Ker to ni več Eurovizija, Eurosong, ampak Euroshow. Zraven tega je glavna stvar scensko postavitev luči in ostalih tehničnih stvari, glasbe pa ni več, niti glasu, To sem niti rabo slišati, interpretacije. to me je zanimalo. Ne poznam nobenega drugega Slovenca, ki bi bil na sprejemu pri Elizabeti II, ki bi pel z Giannijem Morandijem, z Domenikom Modunjem in ki bi plesal z Jovanko in žural s Titom do jutra. A sem se zmotil? Ne, to je vse res, pa to je samo majčken delček vsega tega. Majčken delček z Richardom Burtonom, Liz Taylor. z Liz Taylor si ga... Monika Vitti, To so... hčerka od Chaplina, predvsem pa recimo Vanessa Redgrave, jasno, pa gospod Roger Moore, ki je bil pri nas na Pražakovi doma, Vanessa, ki je prišla tudi k nam, pa rekla, v kjer omaro lahko jaz obesim mojo obleko. Počutili so se lepo z mano, jaz pa še lep z njimi, jasno. Ker v glavnem veliki ljudje so zelo normalni ljudje v odnosih. In moram se zdaj pohvaliti. Jaz sem srečen, da me je veliko takih res pravih, normalnih ljudi sprejelo. In sem imel veliko srečanj, ki jih drugi moji kolegi niso imeli. Predvsem mogoče moji kolegi so hodili pet našim izseljencem v Cleveland, pa v Avstralijo, pa to. Jaz sem pa šel pet občinstvu, vsem, kjer je narodnosti, vsem, od kje je. In sem tako posnel dve plošči v nemščini za Philips v Hamburgu, snemal tudi v vzhodnem Berlinu, takrat je bila še vzhodna Nemčija, in se pustimo potovanja tja. Potem v italijanščini pel sem z Milvo, z Mino v duetih, na istih koncertih. Jane Birkin sem se spoznal z njo tudi preko UNICEF-a, jaz sem bil 20 let ambasador UNICEF-a in smo bila skupaj v Prištini, pa v Londonu, pa to. In potem, ko je bila pred 2 letoma tukaj v Kino Šiški, imela večer svoj, so me moji kolegi vprašali, Lado, se da kaj do nje prideti? Sem rekel, jaz verjetno ja, ne vem, kako je z vami. Sem rekel, pojmo probati. In smo šli na služben vhod tam in so varavski, ker spejte stran, kaj se tle greste. Sem rekel, prosim, povejte gospej Jane Birkin, da je tukaj Lado Leskovar. Ki je ona čez 5 minut pretekla in padla meni objem. Padla. Ni padla, Se objel razume. sem jo.
Tako da... Onesvestila se je, hočeš reči. Recimo. Ja, ampak vsi kolegi so sem debel gledali, glasbeni uredniki in tako. To ni nič posebnega, zato ker prvič mene privlačijo zanimivi in dobri ljudje, res. Drugič pa zgleda, da je to, kako sva si različna, ne? Med obema. Jaz sem si pred kratkim ogledal tale film Isadora, v katerem si zaigral z Vanessa Redgrave. Moram te prekiniti. Prosim. Sodeloval sem v tem filmu, ne igral. Če sem pa igral sebe. Lih to sem hotel poudariti, ampak si me zanikal že v tistem, kar sem hotel reči, da lahko bi rekel, pojavil sem se v filmu, tako kot reče ogromno ljudi, ne, oziroma ljudje rajše rečejo, igral sem v filmu. In potem gledaš ta film, da sem sodeloval. No, in potem gledaš ta film in se sprehodijo tako kot Hitchcock. In reče, to sem bil, se pravi, brez besede. Ti si v filmu Isadora, iz katerega leta 1968? 67. Zadnjih 5 minut plesal z njo, potem je pa odpeljal v Bugattiju iz leta 23. 6000 kubikov, 160 na uro. 6000 kubikov. Jaz, potem, ko sem to gledal, ne vem za drugo primerljivo filmsko sceno, frajersko, če se smem tako izraziti. In tvoja prezenca v tem filmu me samo pripelje do vprašanja oziroma do začudenja, da nisi v več filmih igral, ker si imel sploh za tista leta, ne, si bil, takrat so se tudi westerni snemali, imaš izredno westernski obraz, ki bi lahko igral. Ne dvomim, ampak te očitno ni zamikala igralska kariera naprej. Mene je mikalo to, seveda. Mene je vedno oder mikal, mene je vedno gib, da ne rečem drama, vse to gledališče v vsakem primeru. Ampak takrat ni bilo zanimanja zame in tudi te vloge, pod narekovajem, so bile zato, ker so potrebovali takega tipa, kot sem jaz. Si se dobro počutil v filmu? Ja. V igralski vlogi? Ja, igralska vloga. Jaz sem sebe igral, kar je... Pravim igralcem je težko sebe igrati. Meni je bilo pa normalno. Potem lahko rečem, da imaš izjemen lik, tako rekoč. Tu nisem nič kriv jaz. Tudi v Isadori imam brke nalepljene. Aha. In ene fotografije, ki sem gledal, sem rekel, tu mlad Clark Gable. Zato pa pravim, ja. No, v glavnem... To se je snemalo kje? Isadora je snemana v Opatiji, ker je Opatija je bila Monte Carlo iz leta 23. Kako si dobil vlogo v filmu? Ker je bil festival v Opatijski takrat v istem času, ko so snemali film, je ekipa festivala povabila filmsko ekipo, ameriško. Universal Pictures je to bil producent. In jasno so prišli. To mi je potem povedala ena kolegica, ki je sedela zraven Vanessa Redgrave. In Vanessa za to vlogo Mr. Bogatija je bil določen oziroma... Mr. Bogati, to je bila tvoja vloga? Ja. Tako. Po avtu. Je bil en iranski oziroma perzijski igralec, lep, vse tajnice so bile zaljubljene vanga. Jaz sem rekel, kaj imam jaz tle za iskati? Ampak ba je. Da, ko sem se jaz pojavil na odru in odpel pesem, je Vanessa rekla, this one. In potem sem bil povabljen na poizkusno snemanje, ki sem ga spet na svoj način priredil, ker rekli so mi, moram znati plesati tango in foxtrot. In jaz sem rekel, to bo malo težko. Ja, pa če znam voziti avto, sem rekel, znam. Ker že takrat sem se za religijo ukvarjal. No in potem sem takoj poklical na mojo prijateljico, ki je bila balerina v Tržaškem gledališču. In sem rekel, dej, hitro sem šel kupiti ploščo Kiss of Fire, Armstrong. Takrat so bili še tisti prenosni Toska gramofoni, sem si ga sposodil in sva vadila tango. In ona je rekla, Lado, tango je najtežji povezati figure. Figuro se da narediti, potem kako to pripeljati do tega, pa drža, pa vse te stvari. In rekla, veš kaj, bom jaz s tabo šla na poizkusno snemanje in ti bom znake dajala z roko. Oziroma, še celo to je naredila, ko smo ta Kiss of Fire imeli za glasbo,
je rekla, naredila smo eno figuro in je rekla, no, recimo tole. Spet drugo figuro, no, recimo tole. Tako da so me sprejeli, niso imeli nič proti, Vanessa je bila zadovoljna, potem smo pa z Vanesso imela, mislim, da 14 dni vaje enega italijanskega učitelja tanga. Je rekla, kako tango ni italijanska stvar, ampak dobro, ker tle blizu Italija v redu. Ja. Tako da smo se res lepo družili, jaz sem se takrat tudi poročil, jaz brez porok ne znam živeti. 3-krat srečno ločen, 4. srečno poročen. Čestitke. In jaz sem eden redkih poštenih moških, ker sem videl, da ne gre, sem rekel, draga moja, ne gre. Nisva se našla. Jaz pa mislim, da je 70-80% zakonov, ki so skupaj, čeprav živijo skupaj, čeprav niso za skupaj. To je druga zgodba. No in tako sem potem z Vanesso se jaz družil še kasneje. Ona je bila tudi ambasadorka UNICEF-a. Potem mi sem pa jaz Vanesso pripeljal še k nam v Slovenijo parkrat, ker je bila gostja na mojem koncertu v Cankarjevem domu, kjer se je pri nas doma učila nocoj pa nocoj in jo zapela v slovenščini. Obstaja posnetek? Ja, seveda je. Na televiziji naj bi bil. Naj bi bil. Prepotoval si tako rekoč skoraj ves svet, svojo glasbo, turneje in tako naprej in tako dalje. To so bile zelo naporne turneje, z letala na oder, nazaj letalo. Je tako? Meni to ni bilo naporno. Ni bilo naporno? To je del posla. Absolutno. Vprašanje moje je, bi si predstavljal v tej točki kariere še eno turnejo na podoben način? Se počutiš dovolj vitalno? Eno? Ja, seveda. Bi lahko to speljal še enkrat? Da. Meni se je zgodilo, da smo v Sovjetski zvezi imeli turneje tudi po 4 mesece. Jasno, so bili prevozi in to, ampak jaz poznam cel kup služb, ki so veliko težje od tega. Ti odgovarja to življenje, turnejsko? Ja. Prvič srečaš veliko ljudi, drugo pa jaz imam rad stik z občinstvom. In zato zdaj, ker je zaradi covida nisem imel nastopov, 2 leti, 3 skoraj, in sem imel zadnjič nastop v Ljubljani in je bilo polno res, in sicer malo starejši ljudje, se je prav. In sem rekel, veste kaj, zdaj že dolgo nisem pel, ne vem, če še znam pet. Pol sem pa zapel par pesmi in so bili zelo veseli, še celo to, kar se mi redko dogaja, da so med ploskanjem tudi sklikali. To na takih koncertkih intimnih bolj ni ponavad. Sem rekel, no, zgleda, da znam pet, sicer pa že tako dolgo pojem, da sem se malo naučil. Ne. To je tako, jaz imam to rad. Gre pa zdaj še za nekaj. Doma sam v sebi pet pred ogledalom je zame ena čist navadna onanija. Ker je dejstvo, ko jaz pojem živemu občinstvu, da dam svojo energijo s pomočjo glasbe čez oder, stopim do njih, oni mi pa potem vrnejo to energijo, ne samo z aplavzom. Energija je stvar, ki jo ne moreš vzeti v roke. Ampak pametni pevci pa vzamejo malo več, da imajo še rezervo za drugič. Če dovoliš za konec intimno vprašanje, če bi moral zbrati eno skladbo, da bi jo lahko še slišal v življenju. Eno in edino. Slišal ali to, kar sem jaz pel? Pel, slišal, katera skladba bi to bila? Ogromno skladb je. Ker jaz nimam razlike med stili, ampak samo s tem, kaj ta skladba, pesem da. Ali je lahko country, ali je lahko resna glasba, ali je lahko narodna. Tako da nimam tukaj, pa vse v svojem trenutku. Recimo letošnja Evrovizija mi ni bila všeč, ker je bila Evrovizija, zdaj bom grd, golih riti in mednoži. To ni treba, če človek to hoče, ne gre v bar. Ne vem, če so še striptizi po barih, pojma nimam. Premalo je bilo glasbe, mi je bil pa všeč hrvaški nastop, ker je bil svež, simpatičen in se je videlo, kako so ljudje to sprejeli. Glasbe je bilo pa malo. Iskrene čestitke za prvih 82 in na naslednjih. Želim in sem zelo hvaležen in počaščen, da si bil naš gost. Hvala, ampak to jaz vzamem ta rek, Njegoš Pametnjakovič, čeprav nažalost mlad umrl, je rekel, gore bruke od starosti ne ima. Jaz se pa probam tej bruki izogniti, zato pa migam, zato pa uporabljam energijo,
zato pa potujem, zato se ga družim rad s takimi ljudmi, od katerih lahko še veliko dobrega in pametnega kupim. Najlepša hvala, zelo prijazno. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.